mlade na podeželju. To se nam zdi izjemno pomembno, da tudi s tem pritegnemo, da mladi ostajajo na podeželju, tako da teh oblik sodelovanja in pomoči je precej. Tudi kar se tiče samih zadružnih aktivnosti po terenu, poskušamo tem našim mladim nuditi tudi službe, kar je danes izjemno pomembno. V celotnem zadružnem sistemu je zaposlenih okoli 3000 ljudi v teh 76 zadrugah in seveda zadruge rabijo mlad, dober kader, mladi pa seveda rabijo tudi zaposlitve. Seveda zdaj vidimo, da nekateri so tisti, ki se ukvarjajo profesionalno z kmetijstvom in imajo pač po tej liniji kontakte z zadrugo. Mnogo je pa danes kmetij, ki niso tako velike, da bi lahko v celoti preživele družino in pa mnogo teh zadrug daje zaposlitev enemu ali drugemu družinskemu članu. Tako smo tudi po tej strani upeti z mladimi na podeželju in tudi v prihodnosti se bomo trudili, da tem našim mladim čim bolj pomagamo. Mladi so v zadnjih letih pomembno prispevali tudi pri zakonski ureditvi statusa mladih prevzemnikov kmetij. Res je, da smo sedaj v Evropski uniji in ta narekuje položaj mladih kmetov. Vidimo, da se stanje nekoliko izboljšuje zlasti z pomočmi, ki jih dobiva mladi kmetje za naslednjim kojevanjem, vendar pa še vedno je manko mladih, predvsem opažamo silnih letih tega razpisa nekoliko v miru in tudi na kmetijskih šolah opažajo nekoliko manjši vpis, kar nas tudi skrbi. Jaz verjamem, da se bodo mladi, s tem, ko se bodo tudi nekoliko kmetijska politika stabilizirala v tem 7-letnem obdobju, v katerem smo trenutno, odločali bolj pogosto tudi za ta poklic, ki je seveda eden težjih poklicov, kajti nikdar ne veš, kako se bodo razmere na trgu svetovnem obračale iz leta v leto. Tako da jaz verjamem, da prihodnost je svetla, vendar pa je potrebno tudi veliko vztrajanja. Matjaž Glavan je zdaj mladi raziskovalec na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. V času njegovega predsedovanja so v zvezi ustanovili komisijo za mlade kmete. Prepričan je, da bo treba v prihodnje delovanje zveze še okrepiti. Srž vsega problema je v prostovoljstvu. Organizacija nima toliko finančnih sredstev, da bi se lahko privoščila enega zaposlenega, ki bi redno servisiral vsa naša društva in tudi komisijo za mlade kmete. Tako da je ta notranja konzistenca dokaj šibka, kajti treba je ljudi prositi, da se nekaj izvede in tukaj imamo kar veliko problemov, vendar vedno se nekdo najde, ki je dovolj entuzijasta, da zadevo požene naprej. In predvsem bi verjetno tudi mogoče apeliram Ministrstvo za kmetijstvo, da nam pomaga s finančnimi sredstvi tudi na tem področju, da bi lahko zaposlili enega človeka, ki bi redno in konkretno deloval, predvsem v korist mladih kmetov, ki pa res potrebujejo pomoč, predvsem na tem mednarodnem nivoju. Težave mladih na podeželju pa so se dobro zavedali že ustanovitelji Zveze slovenske podeželske mladine pred 15 oziroma pred 20 leti. Prva predsednica Cvetka Mavrič, ki zdaj živi in dela v Zgornji Savinjski dolini, se tako spominja tistih prelomnih časov. To je bilo na kongresu v Rakičanu leta 1992 in šle so stvari na nek način dosti spontano, čeprav odločitev je bila pa tudi ni bila lahka, je bila kar zahtevna, ker smo nekako ravno iz te preteklosti, ko je bila kmečka mladina, želeli narediti organizacijo, kjer bo zajela pač celo ciljno skupino mladih na podeželju, ki bo nevladna in ki bo tudi nekako delovala kot mladinska organizacija na podeželju. Pravo rojstvo Zveze slovenske podeželske mladine pa se je zgodilo 3. aprila 1993 v Kranju. Takrat so sprejeli nov statut in program zveze, ki so jo ustanovila 3 društva podeželske mladine: Ptuj, Zgornja Savinjska dolina in Zabukovje. Predvsem vem, da je bila to prava odločitev, da smo se takrat odločili za tak način organiziranosti in mislim, da je zelo pomembno, da je ta ciljna skupina, se pravi podeželska mladina, predvsem tudi že takrat dobila svojo organizacijo in je v
v vsem tem obdobju imela možnost izvajati svoje aktivnosti na tak način. Kako pa danes gledate na mlade na podeželju? Mogoče pričakujem malo več samo iniciative od mladih, predvsem v tem našem okolju. Mogoče bo to zvenelo na način, kot smo navajeni že od staršev. Jaz včasih je bilo vse boljše, ne? Ampak res bi mogoče pričakovala malo več tega zagona, drugače pa super, mladi so in naj bojo mladi. Zelo spodbudno in pozitivno vlogo mladih na podeželju ocenjuje profesor agrarne ekonomike na Biotehniški fakulteti dr. Emil Erjavec. Pred 20 leti je bil prvi predsednik Zveze slovenske kmečke mladine. To je organizacija, ki je nastala v tistih burnih spomladanskih časih leta 1988 skupaj z Slovensko kmečko zvezo. V bistvu smo takratni kmečki mladinci na nek način tlakovali pot Slovenski kmečki zvezi. Šlo je za organizirane mlade zadružnike, študente kmetijstva, nekaj je bilo tudi funkcionarjev ZSMS, ki smo v bistvu vsi sodelovali pri organizaciji žalske konference takratne ZSMS, Zveze socialistične mladine Slovenije, o kmetijstvu, kjer smo pač izpostavili, da je treba kmete organizirati, da je stanje v kmetijstvu pač slabo, da je potrebno spremeniti vse skupaj in potem na ta način ustanovili iniciativni odbor Zveze slovenske kmečke mladine, to je bilo konec februarja 1988 in potem smo vse do 12. maja, ko sta se obe dve organizaciji ustanovile v Unionski dvorani, pripravili vse potrebno za to organizacijo. Kasneje je seveda pomen te Zveze slovenske kmečke mladine, ki je bila v bistvu kasneje registrirana tudi kot politična stranka, seveda padel, v ospredje je stopila Slovenska kmečka zveza in za tega seveda popolnoma razumljivo je v tej praznini nastala potem ta Zveza slovenske podeželske mladine, ki je potrebna organizacija, ima pa te zanimive korenine, ki jo bodo verjetno spremljali vedno. Mladi so v tistem času tlakovali pot neodvisni in samostojni Sloveniji. Njihov prispevek je gotovo zgodovinski. Sodobnost pa prinaša nove izzive. Mislim, da se predvsem v zadnjih letih prihaja do takega neke vrste preboja. Ogromno mladih tudi študira, prihaja tudi na univerzo in ti bodo nosilci razvoja. V javnosti se pogosto govori, da je kmetijstvo slabo, da se propada, ampak če pogledaš te ljudi, koliko že zdaj vejo, kako se trudijo in ko bodo ti zamenjali in že zamenjujejo te starejše, mislim, da bo ta hrbtenica slovenskega kmetijstva ostala in mislim, da je stanje ni tako slabo, kot se govori in da v mladih, tudi teh sedanjih študentih in mladih podeželjanih je dovolj moči, da se bo slovensko kmetijstvo in podeželje razvijalo naprej. Nekega jutra otožen sem stal, rad bi nekoga na tihem objel.